Evo nas pri naslednji nalogi. Dajmo si jo izrezati. Zdaj, načeloma tole je pravilna tristrana piramida, redko kdaj počnem. Ne vem, zakaj, nekako mi ne sede najboljš. Ampak takole. Pa poglejmo naslednjo nalogo. Kaj imamo, kaj je tole? Pravilna tristrana piramida. Izračunati je treba po površino in prostornino. Pa dajmo pogledati, kaj bo za narediti, a ne. Dajmo se takole zmeniti, eno bomo vzeli, recimo A primer, B pa poskusite doma se, ker gre po istem principu, a ne. Se pravi tristrana piramida. Jo bomo skicirali. Kaj imamo podatke? A je 10 centimetrov in pa njena višina je 25 centimetrov. Treba izračunati površino in prostornino. Najprej si skicirajmo tole prizmo. Se pravi, če je tristrana, pomeni, da je osnovna ploskev trikotnik. Trikotnik naredimo malo tako pomučkan, ali kako bi rekli, takole. Takle. In pa potem še povlečemo iz kotov, iz vrha dol do vsakega kota. Takole. Evo ga. Tole je zdaj naša piramida. Pa bi mogoče tukaj zdaj kar povlekli še višino, ne, ker zdaj smo že taki stari mački, da vemo, da višina se pravzaprav pri vsaki od teh nalog kar precej potrebuje. Takole, zdaj imamo piramido narisano, višina je narisana, mogoče če še označimo, ker je to pravilna, potem pomeni, da so vsi v osnovni ploskvi. Tukaj A in A, ne, vse stranice so enako dolge. Zdaj pa, ker ni enako roba, ne, to pomeni, da so pa tele stranski robovi različni in tudi višina je različna, nič drugega ni istega, samo v osnovni ploskvi so iste zadeve. Okej, no, pa gremo mogoče najprej izračunati prostornino, ko je malo lažja, a ne. Prostornina piramide smo rekli, da vzamemo osnovno ploskev, pomnožimo z višino in vse skupaj malo popravimo s tretjinami. Višino imamo, potrebujemo osnovno ploskev. Zdaj, osnovna ploskev, moramo se odločiti, kaj je. Je trikotnik, ima vse stranice enako velike, se pravi, ploščina osnovne ploskve je ploščina enakostraničnega trikotnika. To se izračuna A na kvadrat krat koren 3 četrtin. Osnovna ploskev je potem A je 10 na kvadrat koren 3 četrtine. Osnovna ploskev je, pa dajmo kar v kalkulator, se pravi 100 krat koren 3 in vse skupaj delimo še tole z 4, kar je 43,3 centimetre na kvadrat. Okej, osnovno ploskev imamo, jaz si bom tule napisala, saj veste, včasih nam potem prostora zmanjka. 43,3 centimetre na kvadrat. Okej, dobro. Zdaj pa gremo naprej. Rekli smo, da bi prostornino najprej izračunali, takole, ne, prostornina je, zdaj pa osnovna ploskev je 43,3 centimetre krat višina, je 25, se imamo, sem se že strašila, da ni bilo, in pa tretjin. Tako, spet magični kalkulator, jaz imam še znesek kar od prej v kalkulatorju, tako da mogoče bo se za kako decimalko en malo odstopali, če boste na nov napisali noter, ampak nekaj pretirano, ne. Deljeno s 3 še imamo,
in dobimo 360,84 centimetrov na 3 je njena prostornina. Ok, prostornino imamo, zdaj gremo še pa na površino. Površina piramide se izračuna kot osnovna ploskev plus S plašča. In pri tem S plaščo se pa zakomplicira pri tej piramidi, ponavadi. Ok. Pa dajmo zdaj poskusiti izračunati to našo S plašča. S plašča, ja, nekaj mi zelo na debelo včasih tole naredi, pa se veste, ne. S plašča, zdaj pa, plašč je sestavljen iz 3 trikotnikov, in sicer takile, trikotnik je. Tukajle sta stranski rob pa stranski rob, spodaj je pa A. In zdaj, da bi mi ploščino tega trikotnika lahko izračunali, potrebujemo ali stranski rob ali pa višino tega trikotnika, pa se bomo zdaj odločili, kaj bi izračunali, Zadnjič smo že enega z Heronovim obrazcem, se pravi, če bi imeli stranski rob, že znate izračunati, tako da bomo se danes osredotočili na tole višino na A, bi rekli tako, to bomo poskusili in potem ploščina tega trikotnika bo A krat višina na A polovici. Zdaj za S plašča moramo dati 3 krat ploščino tega trikotnika našega, tega lepega. In ta trikotnik smo rekli, da je njegova ploščina A krat višina na A polovici. No, zdaj pa A imamo, tole višino na A bo pa treba malo poračunati. Zdaj, kje ta višina na A pride do izraza? Ja, višina na A gre po vsakem od teh trikotnikov, pa bom jaz mogoče tule na desno ali pa na levo. Se pravi, po tem trikotniku takole gre, od začetka vrha pa do po trikotniku navzdol, to je ta višina. Rabili bomo še eno, kako bi rekla, eno takole razdaljo tule. In se bomo mogli malo pomeniti, kaj ta razdalja v resnici je, Ok, zdaj imamo neke trikotnike tu noter. Zdaj vam bom pa narisala, 2 trikotnika. In sicer prvi trikotnik, tule bomo rekli, tole je višina na A. Je takole. Po rdeči, če gremo navzdol, to je zdaj višina tale, Potem tu po strani gre po zeleni navzdol višina na A. In zdaj imamo še tule, da povežemo. Ta višina je pravokotna. Zdaj pa tale bom pa jaz označila z X. Tole rabimo dobiti, če imamo ta X, višino imamo, potem lahko dobimo višino na A. Zakaj že rabimo višino na A? Zato, da jo damo v ploščino trikotnika. Ok. No, zdaj pa, če si predstavljate, poglejmo tudi spodnji trikotnik. Ta spodnji trikotnik je takole, imamo trikotnik, trikotnik, trikotnik in vsepovsod so A-ji. Višina pride točno na središče. Mi pa zdaj tule na sredini potrebujemo tole črtico. Zdaj, se pravi, od središča in tale črtica je pravokotna na tole stranico. No, zdaj ne vem, koliko ste vešči, ampak mi smo že govorili o vrčrtanem in očrtanem krogu, In če bi na vsako stranico povlekli takle dolčno do stranice, do razpoloviča stranice, pravokotnico navzdol, bi to bil v bistvu polmer včrtanega kroga enako straničnemu trikotniku. Fora, kako se je to noter zložilo, Saj si jo niste predstavljali. In ta krog
ima en polmer. Se pravi, to je včrtan krog in temu polmeru, ne, rečemo v bistvu mali polmer, zato ker je manjši, a ne. In ta polmer imamo pa tule mi napisano formulo. R je A klorin 3 / Malo so že predvideli, da bomo tole rabili. Pametno, ne? No, okej, dobro, se pravi, včrtan krog ima tale polmer in tega lahko zdaj izračunamo, a ne. In tole je v bistvu ta polmer notranji. Mogoče tukaj samo še omenim, ne, če bi pa mi hoteli dobiti trikotnik S, se pravi ta S, potem tule višino in pa tale del, potem bi bil pa tale R. In sicer to je pa R očrtanega. Ta pa je očrtani. To je, ta naloga je v bistvu malo težja. Jaz se jo malo izogibam, zato ker je res veliko računanja, ampak včasih pa pride prav. Pa dobro je, da jo vemo, a ne. Če smo kdaj bili poredni, pa smo malo težje vprašani. Ne, saj ne, hecam se. To je primerna naloga za srednjo šolo, a ne, da se malo poračuna. Okej, zdaj imamo, malo smo zašli. Tule imamo zdaj včrtan krog, ne, in ta včrtan krog ima polmer. In ta polmer smo zdaj ugotovili, da je to ta naš x, ki ga rabimo, tale x. Se pravi, x bomo zdaj izračunali kot A koren 3 / In x bomo dobili, A je pa 10 koren 3 / Zdaj pa kar v magični kalkulator. 10 koren 3 je deljeno z 4. Ja, in dobimo 4,33 centimetre. Opa, se opravičujem. Taki časi so zdaj, a ne, ko smo bolani vsi. Okej, imam zdaj x. In zdaj, ko imamo tale x, kaj že moramo zdaj izračunati? Rabimo višino na A, zato da bomo lahko izračunali ploščino trikotnika, kar nam bo dalo ploščino plašča in kar nam bo dalo površino piramide, ne. Vedno se malo vprašajte, zakaj že točno to počnete. No, ne bolj eksistenčno, ne, zakaj v celem življenju to počnemo, ampak samo za tem, ne. Za to nalogo, samo za to nalogo. Okej, imamo zdaj višina na A na kvadrat je hipotenuza. To pomeni, da je enako višina na kvadrat plus naš x na kvadrat. Višina na A na kvadrat je, višina bomo rekli je 25 na kvadrat plus 4,3 na kvadrat. Višina na A na kvadrat je, pa gremo zdaj kar 25 na kvadrat plus 4,3 na kvadrat je 643,49. Višina na A je pa koren iz tega, ne. Koren je koren iz 643,49 je, in dobimo, da je višina na A 25,4 centimetre. Tu, če pogledamo višina pa višina na A sta si preci skupaj, ne, to bo zelo strma piramida. Dobro, zdaj bom pa mogla enih par stvari pobrisati. Višino na A zdaj imamo, to je tale, in lahko zdaj izračunamo ploščino. Tole bom zdaj zbrisala. In bom tule naprej izračunala tole našo površino. Bom kar z rdečo, boste lažje opazili v vsem tem, ne. Se pravi, S plašča zdaj dobimo kot 3 - ploščina trikotnika, kar je A, to je 10, krat
višina na A, to je 25,4 polomljeno z 2. S plašča je potem, pa dajmo v kalkulator, 25,4 381 centimetrov na kvadrat. Se pravi, da bo površina te naše piramide, piramide, 44,3 plus 381 centimetrov na kvadrat. Površina je 424,3 centimetra na kvadrat. Evo, to je to. Kar fina naloga, ne? Meni se dopada. Se vidimo pri naslednji. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!